Storytelling večeru, kjer si vedno pripovedujemo zgodbe Slovencev, Slovenk, uspešnih, ki jim je na Dunaju uspelo tako ali drugače. Moje ime je Maja Monru in danes sta z mano Roni Češnjaj in Rene Wengerl. Pozdravljena. Dobar večer. Jaz predlagam, da mogoče vidva kar vsak zase povesta eno zgodbo. Mogoče začnemo tukaj, Roni. Roni ima letos 30 let, odkar je na Dunaju. In Roni je tudi pravzaprav začetnik teh druženj Slovencev, slovenskih skupnosti, sodobnih, rečemo temu. Roni, jaz ti predajam besedo, pa bomo potem v bistvu sproti videli, zakaj si ti danes gost na Storytellingu. Dobro. Mogoče za začetek, mislim, da v Slovenci, ki mi na Dunaju uspelo, jaz glih ne bi rekel, da sem nekdo, ki mu je res super uspelo. Mislim, da je to neki zunanji vtis, ki lahko nastane. Mislim, da je na koncu pomembno, kako se nekdo uspe integrirati in dejansko počuti se kjer živi. Ne pa zdaj v bistvu, je to zgodba o uspehu ali ni. Mislim, po mojem to ni to ključno. Mislim, da je bolj pomemben dejansko, ali se v tem okolju človek počuti Ja, se. Mislim, bom rekel, ni vse idealno. Ni vse idealno. Mislim, jaz sem še vedno Slovenc, po 30 letih imam še vedno slovenski pasoš in ga zaenkrat ne mislim menjati, tako da sem pač integriran Slovenc v Avstriji, vsekakor, ampak nisem pa nekdo, ki bi zdaj sebe štel med Avstrijce. Ampak za tabo je v bistvu kar nekaj podjetniških zgodb, s katerimi si pravzaprav začel že v Sloveniji, če se ne motim, pa si potem se odločil, gremo v Avstrijo. Jaz mislim, da Avstrija sigurno nudi veliko več priložnosti in bom rekel, drugačni so resursi, drugačen je trg. In mislim, da se to da dosti boljše izkoristiti, če to nekdo želi. In če je tudi na koncu konca pripravljen plačati neko ceno za to. Ker mnogi pač so izkusili to migracijo in prišli pač na Dunaj in mislim, da bo vse super in potem so po nekaj časa ugotovili, da to ni tako enostavno. Tako da mislim, da je vsekakor neka cena, sprav neko odrekanje na račun tega. Ampak mislim, da je pa priložnosti več, če si pripravljeni zagrabiti. In mislim, da Slovenci imamo nekaj, kar mogoče toliko ni prisotno v Avstriji. To zdaj govorim bolj iz stališča, jaz sem bil pač svoje čase tudi headhunter in sem pač dosti kadroval v Avstriji in v bistvu v celi regiji. In mislim, da je predvsem znajdljivost nekaj, kar nas dosti, to je nek skill, ki ga mi nosimo s sabo in ki v Avstriji ni toliko prisoten. In mislim, da je to nekaj, kar v bistvu to je neka veščina, ki dejansko omogoča, da se znajdeš, da znaš tudi improvizirati. In družbe, ki so bolj strukturirane in kjer so stvari bolj stabilne in je lažje planirati, te veščine dejansko ne podpirajo toliko, oziroma se ne razvijajo toliko. Mislim, da je to. Me zanima, kako ti to vidiš. Sem mislila ravno na njega tudi preklopiti, ravno ko si rekel iznajdljivost, pa mogoče je to ravno ta most na Reneja. Rene, ti tudi v bistvu zdaj že od leta 2005 na Dunaju in zelo iznajdljivo, pravzaprav krmariš tudi podjetnik, lastnik Panda Parken, zelo v bistvu znanega zdaj že parkirišča, malo naprej od letališča, za katerega vsi vedo. Pa mogoče še ti na kratko poveš ta svoj nek delček, kdo si? Ja, moje ime je Rene, jaz sem tukaj od leta 2005. V bistvu nisem dosti integriran z slovensko skupnostjo, ampak mi vedno veseli, ko me Maja povabi, da vas malo spoznam. Midva z ženo delamo 24 ur na dan, tako da imamo svoj parking, ki se mu reče Panda Parken. Štartali smo 4 parkirnimi mesti, danes smo skoraj 15% kapacitet dunajskega letališča, tako da smo se kar znašli. Pa med krizo smo se spet malo znašli, tako da smo spet novo podjetje na noge postavili. Točno tako, v bistvu, dajmo mogoče, ker se dotakni te krize, ker se
v bistvu vest, kot da ni bilo nič drugače, zdaj te zadnje 2 leti se ne moremo. Tako da mogoče, ker ti začneš, vi ste v bistvu z parkirišči na letališču, ki je nekaj časa bilo kar ni obratovalo, oziroma se je vse zaustavilo, prej pa, tako si rekel, 24 ur na dan, jaz sem bila tudi nekaj časa delala pri Reneju, tako da vem, koliko je to bilo, v bistvu res vozniki vozijo skozi te šatle. Najprej dajmo iti v ta moment, ko se to zgodi, da cup, vse se odneha, ta feeling in kaj greš od tu naprej. Midva smo vedno taka, da se nikoli ne damo, kaj pride, s tem se znajdeš, tako da smo iz te situacije najboljše ven potegnila, probala minimirati stroške, imeli smo ogromno stroškov, ker je to ogromna infrastruktura, tako da smo hitro minimirali stroške, probali vsa delovna mesta, smo hoteli rešiti, koliko se je dalo. Z vsakim delavcem smo posebej se zmenili, kak bo, ima dovolj denarja, kak bo pot nazaj in tako naprej. En teden smo delali plane, ker je bil, če bo se najhujše zgodilo, če bomo padli za 50%, kaj te naredimo, smo se prilagodili in naslednji dan je že bilo 80% padca, tako da je šlo zelo hitro. V najhujšem času smo potem imeli na mesto 400-500 strank na dan, smo imeli mogoče 3 stranke na mesec, gledali bambije na cesti. Jaz sem si v moji pisarni poster postavil, da sem tistih 20 avtov pazil, ki so še ostali, da ne bi kdo prišel pa kaj vkradel. Ampak potem si pa začutil pravzaprav priložnost v tej krizi, kot je v bistvu, rečemo temu, situacija ti je vzela to, kar ste vsak dan delali, si pa takšen, da v bistvu razmišljaš, kaj bomo pa zdaj v tej situaciji lahko potegnili? Ja, mi smo prvo štartali pa na koncu smo bil sam tam, tako da sem si en avto najel, pa sem začel prevažati kavče pa take stvari. Potem smo probali prodajati neke stvari, ki se rabijo v korona krizi, smo začeli neke, ne vem, maske sem kupil, pa probal prodati, pa ni laufalo, tako da potem smo probali to vse dati v najem, kaj se je dalo v najem dati, da pač pride nekaj noter. In potem je bila tista ideja, dobro, če je korona kriza, če je že limona prišla, da bomo limonado naredili, pa smo začeli korona teste delati. In potem smo z teh korona testov naredili software pa hardware, pa zadevo prodali različnim operaterjem in zdaj delamo več prometa, kot smo za Panda Park. Se pravi, to gre v bistvu za software, če se jaz spomnim, ki omogoča hitro prijavo na test, za to QR kodo, PIN kodo in za to skrajša čas za 500%. Ja, mi smo imeli to tehnologijo za parking, ker smo morali v najboljših časih, ne vem, 500 avtov v hitrosti skozi spraviti, tako da smo to vzeli kot osnovo in naredili hitro testno cesto. In potem smo šli k farmacevtom in jim rekli, gledajte, vi lahko naredite mogoče 100 testov na dan, z nami lahko 1000. In ker nam niso verjeli, smo jim pokazali, smo jim dali zastojn in potem so videli, in zdaj smo pač 16-17 testnih cest postavili, tako da delate dalje. Roni, ti pa v bistvu za to kilometrino, da tako rečem, v bistvu nisi samo ene krize do zdaj skozi, ampak si že zelo dosti. Tudi v bistvu si en tak coach, mentor mladim ljudem. Kaj praviš v takih krizah, ko pride, kaj je tisto najpomembnejše, kar mora človek takrat v sebi imeti? Ja, jaz mislim, da kriza dejansko človeka vrže v neko situacijo, kjer pač spet moraš se znajti in videti v bistvu, kaj boš naredil sebe. In mislim, jaz sem ne glede na to, kakšne so bile gospodarske krize, zato imel pač svoje krize, recimo podjetja, pač, ki se mi postavili, niso šla, smo pač morali zapreti in se na novo orientirati.
In mislim, da z tega podjetniškega vidika je po mojem pomemben se zavedati, da ni pravzaprav neuspehov, ampak so to neki outcome, in je treba spoznati, kaj sem se jaz pravzaprav tukaj naučil vseeno, in kaj je tisto, kar je meni ta izkušnja dala, in kje sem zdaj in v bistvu štartati spet na novo. Jaz sem dosti tak, da se reče ne inženir samega sebe, tako da dejansko sem v bistvu zelo veliko zamenil tudi poklicev, ne samo službe. Namreč bil sem v financah, potem sem kadroval, pa zdaj delam v prodaji. Sicer je veliko skupnih imenovalcev, ampak v bistvu enostavno toliko veliko stvari me zanima in dejansko se potem vržem v nove izide. Tako da jaz mislim, da ključno za krizo, pomemben je, da dejansko človek, da se upaš malič na inženirati samega sebe in dejansko reči, gremo ven iz komfort zone, dajmo videti pravzaprav, kaj je tisto, kar bi jaz lahko zdaj v tej krizi izkoristil in naredil morda bolje, drugače. In tam se potem skriva priložnost. Mislim, jaz imam srečo, da delam v branži, ki živi od digitalizacije. Dejansko med korono je nam šlo super, da mi razen tega, da smo pač imeli home office, pa da sem doma postavil si v bistvu en tak streaming studio, da lahko delam noter, da organiziram evente za stranke, da delamo prezentacije in take stvari. Nisem veliko videl office, tako da sem v bistvu bil mogoče lansko leto 10-krat v pisarni, ostalo sem pa delal doma. Ampak to je bila dejansko priložnost, jaz sem se zelo dobro prilagodil in stvar je super uspela. Ko te tako poslušam, zveni zelo suvereno, se pravi zelo tako, kot si tudi rekel, pa tudi, kot je Rene prej rekel, tudi če pride kriza, razmišljamo naprej, smo fleksibilni, kaj bomo potegnili ven iz krize, pa me vseeno zanima, to je vprašanje za oba. Zagotovo je kdaj bil tudi moment neke stiske, če ne mogoče zdaj, ko si toliko kilometrov, pa veš, da bo vedno vse okej, pa mogoče kdaj prej. Se spomnite tega trenutka, pa kaj je bilo takrat ključno, ali support, ali ne vem, nekaj verbano, da bi jo ignalo naprej? Mislim, jaz sem imel recimo svoje stiske, ker sem prišel, jaz sem študiral v Gradcu, pa sem pa še napisal se na Dunaju. Jaz sem imel recimo stiske, ker sem imel en kup kolegov okrog sebe, jaz sem študiral v nemščini, nisem pa še znal nemško to. In v bistvu je to bila vsekakor ena stiska, recimo, priti skozi to, da lahko enostavno spremljaš predavanja v štajerščini, velikrat so bila v štajerščini, in da potem, bom rekel, lahko tudi komuniciraš s kolegi, na primer način. In to je bilo recimo za mene kar tako. Dejansko pač jaz sem rekel, ne bom odstopil, se ne bom odnehal, ampak je bilo treba veliko truda vložiti in recimo zanimiva anekdota, mislim, to sem še kasneje potem opazil, jaz sem se v bistvu v tem času dodatno naučil v bistvu brati iz ustnice. Zato, ker enostavno, ko je nekdo toliko štajer zgovoril, da je enostavno ni bilo možno razumeti, recimo da smo bili zunaj v enem klubu ali v nekem baru, enostavno nisem razumel. In v bistvu in iščeš načine, kako, ker recimo, ko smo se učili nemško, je bil del tečaja tudi ta, da dejansko poskušaš razumeti kontekst, in da ne rabiš razumeti 100% vse besede, ampak da z 90% ali pa z 80% izhajaš. In ta improvizacija v bistvu je uspela. Jaz sem v bistvu uspel potem dejansko improvizirati, tako da sem iz konteksta znal razbrati, če je nekdo nekaj recimo predaval, vedno je bil še strokovni izraz, ki ga nisi razumel. Ampak potem pa to za mene še nov nivo, kako dejansko v družbi, kjer je vse glasno in ne govorijo čisto nemščino, kako razumeti. In šele pol kasneje sem razumel, da sem pravzaprav moral spet potem odočiti, da nisem ljudi opozoval, v bistvu, kako artikulirajo stvari, da sem v bistvu to virglav odvrgal, sem rekel, kako nam samo. To je bila recimo tako eno obdobje, ki je trajalo nekaj leta, dokaj nisem v bistvu uspel potem toliko tekoče govoriti, pa poslušati, da sem lahko v bistvu upravljal izpite in zato. Tako da to je bil moj čisti začetek v bistvu. In to je bila recimo ena taka stvar, ki je bila taf in ki mnogi so pač tudi odnehali, so rekli, sorry, to mi je tumačeno. Zakaj pa ti nisi odnehal? Je bila tvoja želja, da ostaneš tu, da res tu narediš zgodbo? Ja, jaz sem pač hotel končati študija, pa niti nisem imel namena ostati v Avstriji. V bistvu sem rekel, bomo kao videli, kako bo, pa sem najdel prvo službo, sem rekel, ajde, če ta služba po Slovenija,
Vmes sem že enkrat praktično imel spakirane kufre, da bom šel v Slovenijo, oziroma pravzaprav prvo na Hrvaško, potem v Slovenijo, ampak nič od tega ni uspelo, ne. In vedno je bilo bolj zanimivo tukaj, tako da sem ostal, ne. In tako se je nabralo 30 let. Okay. Kaj pa tvoj kritičen trenutek, ki se ga zdaj mogoče najbolj spomniš, pa kaj je bilo tisto ključno, da si šel preko? Meni je bila ta kriza zdaj trenutno najtežji moment življenja. In jaz vedno mislim, ko si za hrbtom ob zid potisnem, da najdeš neki izhod. Nisi nekaj dosti razmišljal, kako si se sam odzval, ne? Ja, odzval na to, kakva je bila situacija. Okay. Roni, zakaj te je ta združenje za Slovence? Kaj te je recimo v to gnalo, da si v bistvu začel ustvarjati to Slovence? Jaz se spomnim leta 2008, ko sem bil na Dunaju in v bistvu bilo je neko obdobje, ko sem se samo z Avstrijci družil in dejansko praktično ni bilo, Slovencev nisem poznal dost. Velikih tudi, če ni bilo tukaj, ne, mojih današnjih prijateljev. So še v šolo hodili, v sredo. Tako da prišel je neko obdobje, ko sem rekel, pa to ne more biti res, enostavno moramo se povezati med sabo. In jaz se spomnim, sem potem šel takrat na ambasado, na to slovensko združenje, ki je na Klaflu, ne. In enostavno sem rekel, dajte povedati, da bom organiziral slovensko združenje. In tako se je začela. In potem so oni to objavili in tiskaj se je hotel se jim javili. In takrat vidim, da se je, mislim, da se jih je zbralo, ne vem, tam 50, pa potem tako smo imeli okrog 70 vedno je bilo udeležencev, takrat še v Martinjaku, slovenska restauracija na Rigu, ki je žal za nekaj veliki ni več. Tisti je bilo tako, 3-krat na let in mislim, da je bila nekaj taka dobra frekvenca, da smo se malo spoznavali, da so se družine med sabo spoznavale. In tako, mislim, da ni bilo toliko na nekem poslovnem nivoju, kot recimo je to v kakšnih drugih državah poznano, ampak je bilo bolj čisto tako prijateljsko. Potem je bilo pa pač neko obdobje, ko smo potem malo eksperimentirali, pa tako, in potem so te stvari začele bolj pogosto se dogajati in mislim, da to ni tako več dobro laufalo. In potem smo pa krenili s temi pikniki. Tako da zdaj imamo še vedno, zdaj med korono tega ni bilo, ampak drugače v bistvu vsaj enkrat letno je zdaj po rekel Simon Galenič prijatelj, ta, ki to inicira. Tako da mislim, da je to tak setting, da enostavno se poznamo. Mislim, da je to pomembno. Mislim, jaz pač moram priznati, da v nekem trenutku, kljub tolikemu času na Dunaju, se mi zgodi, da enostavno mi rabim pač domačo besedo in navade in pač fore, ki jih tukaj ne razumejo. In zaradi tega mi je prav to takrat enostavno to pomembno. Rene, kaj pa tebi pomeni slovenskost? Ko on rekel, te slovenske fore me pašajo, fajn je se Slovenci kdaj pa kdaj dobiti, ti pravi 24 ur na dan delam, tvoja žena je Francozinja, delaš v bistvu v Avstriji. Ja. Kaj pa ti pomeni slovenskost? Ogromno. Mislim, da ko si v tujini, rataš večji patriot, kot pa če si v Sloveniji. Ker v Sloveniji vsi šimfamo v Sloveniji, ko smo pa tukaj, pa jo pogrešamo. Meni je ogromno pomeni Slovenija, po taki večeri sem vedno hvaležen za povabilo. Mislim, meni je tudi presenetil, recimo, ko sem prišel v Graz, sem prvič spoznal take res prave patriote slovenske. Recimo, koroški Slovenci so bili za mene taki res patriote. Koroški Slovenci so. In to je bilo za mene tako wow. To je pa to, kar v Sloveniji pravzaprav manjka. In še lepo, v čem kontekstu znaš primerjati stvari in opazati v bistvu, kaj Slovenija ima, kaj nima, tudi kaj Slovenija ima pa Avstrija nima. Kaj pač cenimo, zakaj gremo radi v Slovenijo. In to mislim, da ti da neko širino in tudi nek benchmark, kako to primerjati. Je pa zanimivo, recimo, ko sta glih omenila za tudi koroške Slovence, kako lepo pravzaprav se tukaj Slovenci iz vseh vetrov povezujemo. Misliš, da je vpliv predvsem to, da smo pač v nekem tujem kraju, pa da nas to povezuje, ker recimo v Sloveniji se težko povežejo že včasih med vasmi, kaj šele, da bi se jih vetrov. Ja, to je, mislim, da je en čist tak socialen aspekt. Enkrat sem bral v bistvu, da so delali poskuse in so ugotovili, da pravzaprav večja kot je oddaljenost, večja potem pripadnost neki kulturi, tudi če bo, recimo, ne vem, primer, recimo, če se srečata dva Evropejca v Latinski Ameriki, sta praktično skoraj zemljaka, te si zemo, Če pa, recimo, se srečata, ne vem, v Avstriji, je pa to, bom rekel, pa ni to ta efekt območena. Tako da, po mojem,
bolj, ko smo Slovenci oddaljeni od Slovenije, manj kot imamo kontakte s Slovenije, bolj je po mojem ta efekt prisoten, pač potreba po pripadnosti. Mislim, da to je pač neka logična posledica. Čeprav, po drugi strani pa sem jaz tudi kot fenomen opazila, pa tudi pri sebi, pa ko smo se tak na teh druženjih tudi pogovarjali, da po drugi strani pa Slovenci smo vseeno drugačni od naprimer naših južnih sosedov, ki se pa res kolektivno tudi tukaj na Dunaju še bolj povezuje, bolj je tisto brate, varianta, da mi kar malo iščemo, sploh, če se preseliš iz Slovenije, da nekaj časa kar malo iščeš to izolacijo, pa ti paše, da greš na vlak, pa te dober ne pozna, pa greš po mestu, pa te dober ne pozna, tako da malo tudi to iščemo po drugi strani, kakva je vajna izkušnja. To je mojem pač slovenska lastnost tudi, da vseeno nismo toliko, mislim, jaz imam pač moj oče Hrvat, jaz imam pač tudi svoje del prijateljev in sorodstva na Hrvaškem, pa živo sem tudi v Srbiji, tako da v bistvu mislim, da imajo oni čisto veliko bolj intenzivno druženje, oziroma pomen tega druženja za njih ima večji pomen kot po Sloveniji. In mislim, da zaradi tega je pač tukaj veliko močnejša tudi ta subkultura teh drugih, kot pa recimo slovenska. Mislim, da to je pač precej. Kako so pa recimo Slovenci, ki pridejo na Panda Parken, pa so v bistvu bolj kot ne iz Slovenije in tam parkirajo, kako se pa oni recimo obnašajo, ko zvejo, da si Slovenec, pa kaj se ti zdi, da so... Vedno so presenečeni, da je neko slovensko podjetje v Avstriji, tako da to jih vedno nauči. Še vprašam, da je še popust mogoče, Občasno, ja. René, si ti vedno, mislim, ko si bil, ko si odraščal, si mislil, da boš prestal v Avstriji in tukaj kar podjetje in ti si bil celo life? Kdaj je to pri tebi postalo tak mir za pa to? Jaz sem vedno mislil, da bom podjetje odprl, ker jaz sem že krompir prodajal, ko sem bil 11 let star, limonado prodajal pri 12, pa čokolado pri 13. Jaz sem vedno bil podjetniško motiviran. Ampak kaj pa Avstrija? Avstrija pa ne, jaz mislil, da bom šel malo dlje. Vedno sem vedel, da hočem iti v svet, pa malo videti, kaj se dogaja, ampak nisem pa vedel, da bom ostal ravno v Avstriji. Koliko pa je bilo recimo sveta, ki si ga videl, predno si se ostalil v Avstriji in koliko je to bilo? Nič. Ker direkt. Mislim, ker te je v bistvu Avstrija zacajhnala, ampak kdaj pa se je recimo zgodil ta moment, da si vedel, torej Avstrija je to, ne grem več okoli, tukaj sem našel svojo pot? V bistvu nisem se odločil za Avstrijo, ampak ko imaš podjetje, si zasidran in se ne moreš več toliko premikati, sploh če je to neko podjetje, ki je vezano na neki fizični... Se pravi, s Panda Parken, pravzaprav je Panda Parken v bistvu je začel zelo hitro uspevati, ne? Ja. Kak je, dajmo obnoviti malo samo na hitro to zgodbo, ti si dal 50 € na Google Ads in je začelo podjetje rasti. Ja, ampak mi smo že 10 let pred tem, sem že bil podjetnik, tako da sem se tiste težke lekcije že pred tem naučil, tako da ko sem jaz štartal s Panda Parkom, sem že znal, marketing, sem že obvladal online marketing, pa vedel sem, kako se internetna stran naredi, pa tudi vedel sem, kako se prodaja, ker sem predtem že bil drugo podjetje, tako da te osnove, ki sem jih prej imel, sem samo prenesel na Panda Parken in zato je zdaj šlo malo lažje, nisem se rabo iz nule začeti učiti, kako se vse to dela. Ronika, pa pri tebi, kdaj je bil ta moment, s katero priložnostjo je pa tebe v bistvu Avstrija zacajhnala? Ali si vedno vedel, da bi rad? Ne, sploh ne. V bistvu, mislim, Avstrija je bila prilika pač zaradi študija. Sploh ni bila podjetniška zgodba, pač študij bil, ampak sem imel prvo podjetniško izkušnjo pri 20, še pred sem začel študirati. V bistvu takrat je pač pojavila se priložnost in sem dejansko razbil, šlo je za enega prijatelja, ki je imel strica, ki je imel neko gostilno in je v bistvu iskal nek sistem za mobilno zajemanje naročil. In v bistvu sem jaz takrat prišel v studijo, da bi naredili pač nek mobilen sistem na črtne kode, pred 30 leti, še pred sem prišel.
in smo uporabljali te mobilne čitalčne kode in v bistvu je to bila ideja, ki je dejansko me toliko angažirala, da sem cel noči delal. Tako da so prišli sosedje se enkrat jeziti, zakaj v 2 po noč špasam v garaži. Ja, ker smo delali tudi za gostili, smo komplet montaže delali, vse to, ne, smo montirali te sisteme. Ne. Drugač pa zanimivo, no, to mi je zelo interesantno, ki si rekel pred 11, da si že prvič imel prodajne izkušnje, sem imel prve pred 12 na naših narodnih nošah v Kamniku, ko sem v Kamniku odraščal in tam sem prodajal v bistvu lizike, ampak to na zelo nekonvencionalni način, v bistvu sem se oblekel v nošo in sem hodil in se drl po ulicah lizike in sem ful lizik prodal in je to bilo v bistvu takrat tako ful, mislim, ja, dober čutik. Ja, in tako da to je bila tako moja prva taka izkušnja, dober feeling, v bistvu pred 12 že zaslužil nek čeparac. In bolj te je v bistvu ta podjetniški duh tudi spremljal naprej in te peljal naprej. Bi rekel, da je ta podjetniški duh odgovoren tudi za to, da si pravzaprav kljub menjavanju poklicov nek način skozi napredoval, da tako nisi padal v črno poklic. Ja, v bistvu, mislim, velika izkušnja za mene je bila dejansko to, ker sem čisto v slučaju spoznal enega headhunterja in sicer v času, ko sem dal odpoved in sem bil brez službe. In sem rekel, pač zdaj sem v iskanju novega izziva, pustite me na miru, prišel bom nov izziv. In sem dejansko na letališču spoznal enega headhunterja in mi je v bistvu rekel, zakaj pa ti ne bi to delal. Sem rekel, kaj je zanimivo. In sem se dejansko naučil zelo veliko o industrijah in tudi o tem, kaj je pravzaprav, kakšen je dober kandidat in kakšen ni. Glede na to, kakšno službo iščemo, oziroma za kakšno pozicijo ga iščemo. In to mi je dal v bistvu en velik impuls, da sem potem šel tudi v to smer coachinga. Zdaj imam že v bistvu 2 coaching certifikata in dejansko tudi coacham v našem podjetju. Hkrati sem pa tudi mentor v bistvu dost mladim, ki se pač, bom rekel, kot študentje iščejo ali ne treba, ne. In mislim, da dejansko je ključna stvar tukaj prepoznati potenciale. Veliko stvari, ki se ne zavedaš, da jih imaš, in jih potem prepoznaš in jih znaš neko pravilno uporabiti, je to po mojem ena velika stvar. In tudi po mojem en glavnih pointov coachinga, da znaš prepoznati neki potenciale in jih aktivirati. Neke resurse vse, ki misliš, da jih imaš. Tako da to je v bistvu to je po mojem podjetništvu zelo pomembno. Je pa tudi zelo pomembno, recimo, ko imaš nekrat podjetje, pa v bistvu moraš najti prave ljudi, za prave. Jaz vem, da tudi Panda Parken je veliko borb na to temo, koga zaposliti, da bo v bistvu zanesljiv. Tudi če gre sam za voznika, ki mora šatl voziti, to ni vseeno podobno. Ja, mi trenutno zaposlujemo, tako da če kdo službo, se lahko javi pri meni. Ja, pri nas, mi smo, se veš, ko si ti pri nas delala, ful dosti nočemo vzeti bilo koga, ampak vedno mora biti človek prijazen. Nekak dober človek mora biti, da lahko pri nas dela kot voznik, ker je to vizitka podjetja. In mislim, da je tudi zaradi tega smo mi tako hitro zrasli proti vsem drugim, ker vsem drugim, kaj bi rekel, je kompletno vse eno, samo da zna levo desno voziti, ampak človek se te zapomni, pa če si se dobro z njim razumel, je to tisti... Celotna izkušnja. Mislim, lahko ti kupiš Mercedesa, pol pa je človek idiot, pa ne zna dober dan reči. Ampak imamo ogromno problemov z rekrutingom. Trenutno to je najtežje. Lažje je milijone služiti, kot pa dobre ljudi najti. Če išče kdo službo v pisarni ali pa kot voznik, se ne javi. Rene, kaj bi pa ti rekel za konec, v bistvu, kaj bi sporočil ljudem, ki so že mogoče tukaj, Slovenci in Slovenke, ki so že tukaj v Avstriji, pa so mogoče na začetku, ali pa tistim, ki bi se odločili pač iti na to pot v tujino, zakaj je recimo tujina fajn, kaj so tisti glavni izzivi, ki niso mogoče tako fajn, pa je tudi fajn, da veš za njih, kaj bi jim dal za pot, za odločitev. Kak je bil pri vas? Meni se zdi, da ko si v tujini, vse dojameš nekako drugače, nekako si bolj živiš nekako. S časom se navadiš, pa pogrešaš potem domovino, ampak ko prideš nekaj, pa je vse na novo,
doživiš vse bolj, ne vem, kako bi rekel, bolj intenzivno. Ja. Pa tudi, ko si rekel domovino, pravzaprav začneš bolj ceniti, ko si enkrat v tujini. Doma se sam jamra, pa iz tujine nazaj, tako smo rekli prej patriotsko, pa bolj ceniš. Jaz vem, ko sem jaz živela na Dunaju in najprej, ko sem prišla, se mi je zdelo slovenščina, slovenščina, da se moram nemško naučiti, pa kaj bom s tem jezikom, Potem sem pa že kar malo bila ponosna, čez enih par let, ko sem samo jaz, pa še 2 milijona ljudi na svetu govorila, ko slišiš vse te druge jezike, mi je pa naenkrat slovenščina začela dosti pomeniti, v bistvu mi je bila neka dodana prednost. Kaj pa bi ti recimo rekel za ljudi, ki bi radi prišli v tujino, ali pa tiste, ki so že tu, pa se mogoče še fajtajo malo, tako si se ti z nemščino, pa to, kaj bi jim dal za to? Mislim, jaz pač imam, bom rekel, nek set, skillov, bom rekel, ki mislim, da so ključni, če želiš uspeti, Jaz mislim, da je pomembna radovednost, se pravi, da enostavno, bom rekel, se upaš iti preverjati stvari, challengeirati stvari, vprašati, Kljub temu, da mogoče ne veš, kakšen bo odgovor, da enostavno ne pustiš nek status quo, kako je. Challengeiranje stvari, to je tudi pomembno, Mislim, jaz tudi v tem predavanju v prodaji, ker je dejansko v prodaji, to so pomembno skill, koliko so produkti kompleksni, bolj je pomembno, da znaš challengeirati stvari, ker dejansko stranka rab nekoga, ki ne bo sprejel status quo, po katerem pa bo pač znal te stvari challengeirati. Hkrati pa, ja, mislim, to zdaj gre bolj, bom rekel, te podjetniško-prodajne vode, Jaz smatram, da je zelo pomembno in to je zelo težko se naučiti in velik skok v mrzlo vodo, je postavljanje, spravo, asking smart questions, spravo, postavljanje pametnih vprašanj, voditi razgovor tako, da ti vodiš razgovor s tem, da postavljaš vprašanje in potem usmerjaš razgovor. Mislim, da je to ključ, da vzpostaviš neko zaupanje, nek most do stranke, in to je, tudi na ta način treniraš empatijo. In to so vse faktori, ki dejansko vodijo k uspehu. Ker če te stvari, če samo te stvari znaš slediti, in to, na ta način se lotriš zadeve, boš precej sigurno moral biti uspešen. Tako pa tudi neko zaupanje vase, če ti prevzameš nadzor, tako kot si rekel v pogovoru in v bistvu ti usmerjaš stvari, se mi zdi, da v bistvu krepiš to zaupanje v sebe. Ja, mislim, zato je potreben poguma. Moja razlaga poguma je, oziroma definicija poguma je, da te je strah, ampak kljub temu to narediš, to je za mene pogum, se pravi, gremo, čeprav me je strah tega, pa ne vem, kaj me čaka na koncu, ampak rabiš za to poguma, in v bistvu prej ali slej, ko zapustiš ta comfort zone in nekaj narediš, kar ti na začetku ni bilo prijetno, bo potem tvoj comfort zone se razširil v to smer in bo ti to postalo nekaj čisto samoumevnega. In mislim, da je to ta growth mindset, se pravi, vedno rasti in iskati nove načine, kako v bistvu konec koncev najti najboljše verzijo sebe, oziroma razviti najboljše verzijo sebe. Tako da, dragi obiskovalci, danes prijatelji, hvala, da ste bili tukaj, hvala, da ste bili z nami, tudi vi, ki nas spremljate tukaj, hvala, da ste se gledali. Rene, Roni, super pogovor, mislim, da smo odprli oči marsikomu, da smo odprli tudi srca. Imejmo se lepo naprej in kar se mi zdi najbolj pomembno izpostaviti, se mi zdi od obeh danes tukaj, pa to, kar ste na koncu rekel, neustrašnost. Vsi, ki smo itak danes tukaj, vsak, ki gre v tujino in skuša tam življenje ustvariti, je po defaultu že neustrašen in je pripravljen na izzive. In jaz bi rekla, dajmo si zaploskati in dajmo se danes imeti lepo. Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe.